Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Dogajanje se vsako leto začenja seveda že januarja z pestrim dogajanjem na samem drsališču sredi mesta. Potem v februarju je tu pustovanje, ki ga prav tako organiziramo v samem središču mesta Murska Sobota. Sledijo družinski piknik v mesecu maju, ko imamo program za otroke, ustvarjalne delavnice in pa športno-zabavna tekmovanja za vso družino. Junija, julija in avgusta je večina dogajanja zunaj na prostem, to so Bogračijada, potem sledi festival Soboški dnevi, poletna muzejska noč in pa julija in avgusta Soboško poletje, vsak petek na Trgu kulture, ponudba raznolike glasbe z mednarodnimi zasedbami in pa sobotni dopoldnevi z otroškim programom. V letošnjem letu smo uvedli novo prireditev Sočna vilica. Gre za kulinarično razvajanje, ki se dogaja vsak drugi petek skozi vse poletje, vse tja do konca septembra, in pa v juliju in avgustu Skrito dvorišče, tu zadaj za hranilnico prekmurskih dobrot z izjemnimi glasbenimi dogodki. Jesensko dogajanje pa začenjamo s festivalom sodobnega plesa Fronta in pa nadaljujemo s festivalom prekmurske šunke in gibanice. Potem sledijo dogodki, kot so Trezino senje, Mikloševo senje in pa seveda vsi prvi ponedeljki v mesecu, ko se Murska Sobota spremeni v sejemsko mesto. Festival Bujte repe, konec oktobra ples Noč čarovnic v dvorcu Rakičan, martinovanje na prostem v novembru in pa decembra božično-novoletni sejem in pa konec leta silvestrovanje na prostem. Murska Sobota je prvič omenjena leta 1366 in se ponaša s pomembnimi zgodovinskimi spomeniki in pa številnimi drugimi znamenitostmi. Sredi mesta je en najbolj ohranjenih angleških parkov v Sloveniji, ki ga krasi renesančni dvorec. Tu je domovanje naše Pomurski muzej Murska Sobota, stalno zbirko, ki vas seznani z življenjem ob Muri od prazgodovine do danes. Sodobna umetnost je na ogled v Moderni galeriji sredi mesta. Na mestno podobo je bistveno vplivalo delovanje arhitekta Ferija Novaka po 2. svetovni vojni, zato vas vabimo po njegovi poti. Tudi številna židovska skupnost je pomembno vplivala na naše mesto, zato vas bomo popeljali po židovski poti. Novejšo zgodovino boste spoznali skozi zgodbo Murske republike, spomenik zmage na Trgu zmage in pa druge pomembne pomnike tega obdobja. S kolesi, z mestnim kolesom ali svojim se boste lahko popeljali po številnih kolesarskih poteh tudi do reke Mure, kjer je brod na reki Muri.
V dvorcu Rakičan je možnost jahanja, na neposredni bližini na letališču Rakičan so možni balonarski poleti ali poleti z avionom ali celo akrobatskim avionom. Sredi mesta je izredno lepo kopališče in pa park Fazanarija, športno-rekreacijsko središče Murske Sobote. Nedaleč stran od središča pa Bakovska kamešnica, kjer bomo kmalu razvili področje številnih vodnih športov. Center kulturnega dogajanja v Murski Soboti je v zadnjih 5 letih v gledališču Park Murska Sobota. V Murski Soboti in okolici pa lahko doživite številna kulinarična doživetja in razvajate svoje brbončice. Del prekmurske kulinarike pa odnesete s seboj lahko tudi domov iz te hranilnice prekmurskih dobrot. Vsi turisti, ki hodijo okrog, imajo željo izkusiti regionalne specialitete in mi trije ponudniki smo se zbrali ravno zaradi tega, da pomagamo tem našim gostom, ki pridejo v regiji, da si na enem mestu lahko zagotovijo, bi rekel, karto, s katero potujejo po regiji, se pravi do ponudnikov, kjer si lahko okusijo najprej prekmursko šunko, potem imajo degustacijo vina in pa na koncu zaključijo z kosilom ali pa z večerjo v gostilni Rajh. Seveda pa tudi ob teh naših obiskih jih napotimo še na druge znamenitosti v regiji. Se pravi, to je bil cilj, da se nekako organiziramo in skupaj en drugemu pomagamo pri promociji in pa seveda potem tudi pomagamo vsem ostalim v regiji za trženje teh kulinaričnih dobrot iz Prekmurja. Ko smo projekt Gourmet over Mura delali, smo si dali nalogo tudi skupaj narediti en osrednji dogodek, na katerem povabimo najboljše iz regije sodelujoče in pa seveda tudi gostimo kakšne znane kuharje iz ostale Slovenije, kjer pripravljamo jedi na temo prekmurske kulinarike. Ta dogodek Gourmet over Mura se dogaja na predvečer dogodka festivala Gibanice in šunke, to je vedno drugo soboto v septembru. Smo največji proizvajalci prekmurske šunke, ki je slovenska kulinarična posebnost, ki je tudi zaščitena v sklopu Evropske unije. In našim gostom, ki pridejo v šunkarno, predstavimo to mesnino in seveda tudi ostale mesnine, ki jih ponujamo pod sloganom Ko veš, kaj ješ, se pravi, da kvalitetnemu mesu še dodamo sol in začimbe zraven. Naši gosti se lahko sprehodijo skozi zorilnice, ki so obdane z ilovnati ometi, so narejene po konceptu 4 letnih časov in se slušijo pod slamnatimi strehami. To seveda potem tudi ponudimo na degustacijskem krožniku, zraven pa ponudimo pijačo po njihovem izboru. Seveda pa na koncu lahko tudi v naši trgovini opravijo nakup teh specialitet, ne samo kodilovih, ampak tudi živilskih izdelkov iz pod blagovno znamko Diši po Prekmurju, kjer združujemo seveda tudi vse, kar je najboljše iz Prekmurja. Vinska klet Marof kot eden izmed ponudnik tega paketa izmed te trojice nudi ogled vinske kleti z degustacijo. Gosti, ki prihajajo od Kodile oziroma od Rajha k nam, jim v prvem delu pokažemo klet, jih popeljemo skozi
našo proizvodnjo, da lahko dobijo en občutek, kako poteka naša pridelava, na kaj smo pozorni, zakaj so vina tudi po stilistiki takšna kot so, zakaj izražajo to rastišče. Kasneje se vsedejo v našem degustacijskem prostoru, kjer imajo degustacijo 5 vin. Vinska klet Marof dejansko ima zelo enostavno vodilo pridelati najboljše grozdje in dejansko to iz tistega grozdja izraziti najboljše, kaj smo uspeli pridelati v samem vinogradu. Predvsem zanimivo je tukaj, da imamo 3 lokacije, dejansko 3 različna rastišča, prepletanje tudi 2 mikroklimatskih podnebij, tako prihaja dejansko iz te panonske nižine vročo, suha poletja in pa iz Alp malo hladnejši zrak. In seveda vse to daje vinom edinstven pečat. Poleg tega, da imamo zelo zanimivo rastišče oziroma kamnine, na katerih rastejo naše trte, od vulkanskih tal do bazalta, do skoraj 90% kremena v Bodoncih. In vse to daje en pečat, tako da nekako osnovno vodilo ali pa osnovna ta stilistika naših vin je na najbolj fin oziroma najbolj filigransko izrazi to rastišče, da lahko ljudje uživajo v vseh teh vonjih in okusih. Mi smo v zadnjih letih največ teh naših vinogradov posadili z modro frankinjo. 14 dni nazaj, 3 tedne nazaj je tudi Nemški inštitut, kar je dejansko potrdilo to našo razmišljanje, da smo se prav odločili, dejansko potrdil, da modra frankinja dejansko celo ni samo avtohtona sorta, ampak celo izvirna sorta iz Štajerske, tako da dejansko je imela tukaj vedno dom. Poleg modre frankinje imamo še laški rizling, nekaj šardoneja, sauvignona, zelenega silvanca, dejansko take tipične sorte, ki so se sadile v zadnjih 30 letih, ampak dejansko poudarek naše kleti predvsem na sorti modre frankinje. Naš plan je sigurno, da za nadaljne generacije pustimo to naravo, ki nam je v tem trenutku dana najmanj onesnaženo, zato tudi nekako usmeritev v ekološko biodinamično pridelovanje, seveda na ta način tudi najbolj izražanje rastišča samega vina kot takega. V naši hiši smo zelo ponosni na to, da sem sama že kot 4. generacija v tej hiši. Naši recepti so recepti, ki jih je ustvarjala najprej moja babica in potem skozi to tudi moja mama. In te recepte smo ohranili, koliko se je le dalo v današnjem času, jih obogatili, malenkost mogoče zmanjšali glede kalorične vrednosti in pa postavili na krožnik malenkost drugače, tako da so bolj privlačni, inovativni. Recepti so zakoline, bograč, ajdov kruh, gibanica, retaž. Vse to je nekaj starega, ampak ponujeno na novejši, inovativen način na krožniku. Ponosni smo tudi na to, da sodelujemo z lokalnimi ponudniki živil. Jih je malenkost še vedno premalo v določeni smeri, se pa povezujemo, iščemo, dajemo pobude, kaj bi rabili za drugo leto, tako da ta naš kontakt je živ, delamo in mislim, da se moramo eden drugega zelo podpirati. Drugi del, se pravi, tu imamo čisto tradicionalno kuhinjo, drugi del je pa naš lokal v Murski Soboti, Uno, ki je letos praznoval 25 let obstoja. V tem času, v letošnjem letu smo ga tudi obnovili, čisto spremenili njegov izgled, vendar koncept jedi je ostal en del iz prejšnjih let, en del je dodan na novo, tako da tam se srečuje dosti mladih ljudi, dosti poslovnih, ob vikendih dosti družin, tako da tisto eno prijetno druženje ostane še vedno veselo.
V sklopu Gourmet Over Muro ponujamo 2 paketa, ki jih imenujemo Voucher 1, Voucher 2. Voucher 1 pomeni, da gost dobi za to pri Kovdeli degustacijo šunke in pa ogled šunkarne, potem pri Marofu ogled vinske kleti in degustacijo 5 vin. Pri nas pa kosilo oziroma večerjo, meni za 4 hodi. To je Gourmet 1, potem Gourmet 2 se pa razlikuje le toliko, da je enak v Gourmetu 1 in pri vsakem od nas ponudnikov dobi pa gost še darilo za domov oziroma kupon za nakup izdelkov. Namen je ta, da privabimo v samo Prekmurje čim več zunanjih gostov, to pomeni ki ne živijo v regiji, ampak iz. Seveda so dobrodošli tudi ljudje iz regije, ker dostikrat ne poznamo niti prvega soseda, kaj ponuja, ne pa da bi vedel še za drugo ali tretjo vas, kaj vse ima, ker imamo zelo dosti za ponuditi. Je pa vezan ta Gourmet Over Muro na to, da ljudje lahko kupijo voucher tudi kot darilo. V enem letu se je pokazalo, da ljudje iščejo včasih darila in vsi smo naveličani nekih daril v škatlicah, plastike oziroma ne vem kaj, doma ne vemo, kam bi jih dali. In kupijo voucher, tako da tistega obdarovanca prisilijo v to, da nekam gre, da nekaj vidi, uživa, spozna in pa potem da glas tudi naprej. To je prvi del, se pravi rojstnodnevno darilo ali pa ob kakem jubileju. Drugi del je pa ta, da smo imeli že tudi kar precej gostov iz določenih podjetij, ki so vzeli ta voucher kot novoletno darilo ali pa darilo med letom, da pač se družijo kot team building in so na ta način izkoristili voucher in bili en dan skupaj ali pa včasih tudi 2, tako da so koristili en dan mogoče Kovdelo in Marof, drugi dan pri nas ali pa v obratnem vrstnem redu in so na ta način imeli lep izlet v Prekmurju. Vendar opažamo, da bi mogli naš Gourmet Over Muro razširiti in dodatno ponuditi še nočitev, ker tisti, ki pridejo res v regijo, rabijo tudi še nočitev in pa mogoče še kakšen dodaten kulturni ali pa sprostitveni dogodek. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Takrat smo v 100 dneh obnovili celo gostilno in seveda 14. aprila smo imeli otvoritev. Po tem času so nastale potrebe po večjem prostoru, predvsem v zimskem času, ker odzgoraj gostinski del sprejme okrog 70 ljudi. Zato smo dogradili dvorano z kuhinjo, ki nudi zdaj za 140 ljudi prostora, tako da lahko organiziramo razne poroke, rojstne dneve in tematske dneve z glasbo.
Po tem času smo se nekako navdušili, da bi še tu nekaj dogradili, ker ti gosti, ki so prišli k nam, so rekli, ja, če pa bi imeli še spanje, bi pa pri vas tudi prespali in ostali dalj časa. Zato smo se prijavili na razpis, ki je ravno tisto leto bil, in tako smo dobili sredstva 40% in zgradili hotel Štrk, smo ga poimenovali. To pa zaradi tega, ker na naš dimnik vsako leto prihajajo štorklje, že več kot 100 let. In ta hotel ima sedaj 24 sob, vse je opremljeno z doma izdelanim oziroma ročno izdelanim pohištvom, da je v stilu prekmurskem, da sovpada z vasjo, da ni izkazano, tako da včasih ljudje, ko pride na dvorišče, vprašajo, kje pa je tu kakšni hotel, pa pravimo, stopite prek, ne, in ko pride, jo notri so vsi navdušeni, ker je res topel, zato smo tudi tako napravili, da se ljudje počutijo kot doma. Lovenjakov dvor se razprostira na precej velikem prostoru in smo tudi napravili za otroke mali živalski vrt. To so od emujev, kužkov, zajčkov, ki se prosto sprehajajo, koze, ovce, konje, v glavnem stvari, ki jih ljudje oziroma otroci ne morejo videti v mestu, in z veseljem prihajajo v našo kmetijo, kjer zjutraj čakajo našega hišnika, da grejo skupaj kositi travo ali hrane živali, in to jim je zelo veliko zadovoljstvo. Seveda pa na našem dvorišču je še veliko igrišče za otroke, tudi za podjetja. Imamo odzadaj eno hišo, v kateri smo napravili predavalnico z vso opremo, poleg tega še imamo kemp in šotorišče. Za tiste, ki pa ne vejo, kako je bilo včasih v Prekmurju, pa smo zgradili eno hišico z 2 spalnicama in seveda v stilu, kot je bilo nekoč, pokrito z trstiko in seveda vse z opremo od naših starih staršev, ki smo jih restaurirali. Letos smo še pa poleg te hišice napravili razvajanje za 2, kar imamo tudi za zunanje goste, ki ima 2 savne, džakuzi in počivališče z šampanjcem in sadjem. Za starejše pa, da si lahko privoščijo, pa vinska klet in po novem tudi destilarna, kjer sedaj že delamo 10 vrst različnih žganih pijač. Naša gostilna je že v preteklosti pri prejšnjem lastniku bila zelo znana kot ribja gostilna, se pravi z ribjimi specialitetami, zato tega nismo ovrgli in imamo naprej to. Poleg tega pa nudimo tipično prekmursko hrano, se pravi od bograča, bujte repe, koline, žganjarski zrezek, ajdovo zlevanko, gibanico, ki ima certifikat, v glavnem vse, kar je prekmursko, kar je pri nas značilno. V našem Lovenjakovem dvoru smo se odločili, da bomo probali vsak mesec napraviti en dogodek. Tako je od Valentinovega dan žena, kjer je tudi dalmatinska glasba, potem imamo vojvodinsko glasbo in seveda ob teh glasbah tudi imamo kulinariko primerno. Poleg tega še pa imamo srbsko, občasno tudi makedonsko. V mesecu juniju, 3. soboto, pa organiziramo tudi paprikašijado, kjer tekmovalci kuhajo paprikaš, ribje, svinjske, zajčje in pa piščančje, in to imamo na dvorišču,
tako da je veselo. Bolj pa v jeseni spet nadaljujemo spet z dalmatinsko. Martinovanje smo letos celo 2-krat imeli, ker je bilo takšno povpraševanje. Zdaj bodo zaključki in seveda na koncu silvestrovanje. Planiramo, da bi povezali hotel z gostilno in tako recepcijo preselili tja, da bi res bil Lovenjakov dvor kot Lovenjakov dvor, zaprt in samo en vhod. Poleg tega še tudi nameravamo povečati fitness in pa savne, malo bazena, tako da bo res za vse, kar kdo potrebuje.